Poleg kulturnega programa in koruze, s puškami ali brez, naj bi imela velik vpliv na odločitve volivcev tudi televizijska soočanja, ki trenutno podirajo rekorde gledanosti. Če pa ste eden tistih, ki jih čar soočen še ni premamil, pa si pogledajte tale napovednik, mogoče si premislite. V nedeljo 24. aprila bomo izbirali nove stranke državnega zbora. Kandidirali bodo Slovenska demokratska stranka, Gibanje Svoboda, Nova Slovenija, Socialni demokrati, Lista Marjana Šarca, Desus, Stranka Alenke Bratušek, Slovenska nacionalna stranka ter Levica in državljansko gibanje Resni.ca. Pa Piratska stranka Slovenije, Naša dežela, stranka dr. Aleksandre Pivec in Povežimo Slovenijo, ki jo sestavljajo stranke Konkretno, Zeleni, SLS, NLS in NS. Pa Lista Borisa Popoviča, Digitalizirajmo Slovenijo, Naša prihodnost in dobra država, Gibanje Zedinjena Slovenija in Domovinska liga Dom. Pa Vesna, zelena stranka, nestrankarska ljudska lista Gibanja Zdrava družba, Za ljudstvo Slovenije ter ZOS oziroma Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo, ki ga sestavljajo ZSI in Stranka slovenskega naroda SSN. Glejte predvolilna soočenja. Vse dni na vseh televizijah do 24. aprila. Kot sem dejal, so v predvolilnem času menda najbolj gledane oddaje na televiziji in TV šefom je zelo žal, da kampanja traja samo en mesec. Če bi trajala vsaj celo spomladansko sezono, bi lahko veliko prehranili pri stroških produkcije, saj politiki v Sočini nastopajo brezplačno. Nelojalna konkurenca. Kakorkoli, tudi sam sem pogledal neki soočen, ampak nisem videl glavnih zvezdnikov. Recimo predsednika SDS. Če bi začel prezgodaj hoditi na soočenja, bi se ga ljudje naveličali. Hkrati pa se Janezu Janši pravzaprav ni treba pojaviti na soočenju, pa se vendar lepo soočenja vrti okoli njega. Sicer pa se televizijskih soočenj precej redko udeležuje tudi prvak stranke Gibanje Svoboda. Kljub temu mu medijske izpostavljenosti ne manjka. Zato tudi njemu ni tako nujno hoditi na soočenja in morda celo bi bilo marsikdaj kontraproduktivno, ker bi se na soočenjih morda pokazala ta njegova nekoliko bolj kolerična oziroma nekoliko bolj vzkipljiva narava. Čakajte, a tega dvoboja mogoče sploh ne bo na televiziji? Zdaj razumem, zakaj moram vsak večer gledati nastope ljudi, ki jih sploh ne poznam. Pa se naprimer prepirajo, a rabimo več žensk v politiki ali ne. To je brez veze, po mojem jih rabimo več v postelj. Malce drugačno taktiko predvolilnega pojavljanja je ubral srbski predsednik Vučić. Bil je tako vse prisoten, da so Srbi ugotovili, da se pojavi že, če odprejo hladilnik. In pa se je zgodilo tole. Će i pomoć države od 300.000 dinara. Stvarno ste izašli iz frižidera. Znam, izvinite, ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Evo, to je bil predvolilni pristop srbskega predsednika in ne, nažalost, tamkajšnje opozicije ni ostal globoko zamrznjen v hladilniku. Prišel je ven in to večkrat enkrat. Da li vas ovo asocira na nešto? Neće valjda. In človek je gladko zmagal. Kva bi šele bilo, če bi ga katapultirali s pralnega stroja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.